Moja naloga je prijetna, hkrati je pa tudi zelo odgovorna. Namreč kot selektor moram spremljati to dogajanje gledališko. Hvala Bogu, da je toliko predstav, sem jih že kar nekaj videl in še jih bom videl. Odgovornost pa vidim v tem, namreč, gledajte, gre za mlade gledališke ustvarjalce. In naša selektorska funkcija je tudi v tem, da delamo selekcijo, razumljivo, kar pomeni, da nekateri ne bodo mogli iti naprej in zdaj izbrati. Izbrati seveda na osnovi kvalitete gledaliških določenih zakonitosti pravil, katerih se moramo držati v smislu kvalitete predstave, kar je dobro za publiko. Po drugi strani pa zavedam se, da imajo različne skupine različne možnosti za delo. Eni delajo pod nemogočimi pogoji, žal. Eni imajo pa boljše pogoje in lahko tehnično, kostumsko, scensko, bolj gledališko naredijo predstavo, pa so pa izrazno recimo slabši. In obratno, imamo tehnično slabo opremljene predstave, so pa igralsko tiste žlahtne zadevice, ki bi jih priporočil publiki. In zdaj narediti, odločiti se za eno ali drugo, kakorkoli se odločim, nehote pa narediš krivico. Vsezadnje gre za otroke. Če bi bilo po moje, jaz bi naredil en velik festival, en teden pa 500 predstav ne gre skozi na 10 prizoriščih in bi bili vsi veseli. Ampak tisti vrhovi, ki so odgovorni za take stvari, kaj bodo rekli najprej? Ni denarja. Zanimivo opažanje so, to me vedno znalo preseneča, namreč ta inovativnost otroška in tudi režiserska na vsezadnje oziroma mentorice so ponavadi vedno odkrijem nekaj, česar nisem še videl v nobeni drugi predstavi, kar pomeni, da ima vsak ustvarjalec svoj lastni izraz. In to je dragocenost, ki jo je treba negovati. Nisem vezan na nobeno kvoto, težko to govorim, sploh pa ne smemo naprej govoriti, ker bi že delal krivico komu. Temeljito moram razmisliti, na vsezadnje potem imamo analizo predstave z vsemi mentorji, tam se bo že malo bolj izkristaliziralo skozi pogovor, pisna ocena moja še pride na posamezne javne sklade, na območne izpostave. Potem je pa tisto, kar sem na začetku rekel, zame osebno mukotrpno delo. Koga izbrati, poslati naprej, oziroma težje je, koga ne izbrati.